Dragi gostje, pozdravljeni na prireditvi o materinskem dnevu in dnevu žena v Slušavci. Otroci smo za vas pripravili zabaven program. Upamo, da boste uživali. Letošnja rdeča nit programa je življenje. Življenje dekleta, ženske, mame. Ženska se rodi kot deklica, zraste, obiskuje šolo, se zaljubi in spozna svojo sorodno dušo. Po poroki dobi otroka, postane mama. Otrok odraste in na koncu mama postane babica svojim vnukom. Vsaka generacija prinaša nekaj posebnega in pomembnega, da življenje še naprej teče. Prisluhnite zgodbi in odsekom iz življenja.
Jožeku in Majdi se je rodilo majhno detece. Rodila se jima je punčka po imenu Rozalija. Rozalija je rasla in rasla ter začela obiskovati vrtec, kasneje tudi šolo. Njena teta Milena je bila najboljša teta. Skupaj sta se zabavali, se hihitali, imeli trdno zaupniško vez in bila je tista, ki je Rozalijo še bolj razvajala, ko je dovolila, da je pojedla par bombonov več kot ponavadi. Tak, zdaj Rozalija, lepo se me v šole. Ja, pa kaj boš pridno, veš, sam zvedal učiteljica, če si ne bogala pri pouke. Ja, ata pa mama, tako je stalno, pridna pa poslušna. Dober dan, smo prišli pravi cajt. Kje je moja deklina? Kaj že šla? Ne, šla bi se, ni tamo. Še dobro, kome smo tu govorila, ker smo sem prišla. Na prvi šolski den pa ja mora teta videti svojo Rozalijo. Ja, kaj bi te to bilo, da je ti naj bi videla? Veš kaj ti, bom kar jaz povedal. Boga Majda naj bi nucala te okrat okoli zobega letati z Rozalijo. Pa veš zakaj? Zato, ker naj bi imela celih črnih zobov, zaradi tudi tvoji sladkavi. Jožek, niti mi ne guči. Včeraj smo bila z našo v trgovine, pa mi je bila taka sila, ker si jo cele za roko držal. Pa kaj sem jaz kriva, ker vi lečete okoli po zobozdravniki? Lojz, ti pa se pazi, kako grdo kočiš. Ja, te veš kaj? Te pa najboljšega pokažeš kaj na štojbice. Ziher si, ne nič prinesla. Ne, samo nekaj mojega. Sveti Bog, a veš, ki pa sino romana, ti pa ne čudno, ker vse njega piše, ker njega več roba v trgovine. Ja, če je tvoja sestra vse pokupila. Ja, še dobro, ker imela svojo kartico. Če je imela mojo, bi tam si trgovino to je pol dne zaprli. Tak, zdaj pa dosta hecla si pa reči Rozalija. Čakaj, jo naj jo slikam. Joj, kak si lepa, Viktorine. Joj. Jo, hodi same Rozalija, gremo v šolo. Zapuni si, takši tak, da prvi den, taki bojo vsi podnoten. Ja, primal se. Dober dan, iz šole kliče. Pri telefonu učiteljica Janja Breznik, razredničarka vaše Rozalije. Jo, rečte. Kličem, ker je vaši hčerki slabo. V času bi te bilo slabo, če pa se mi zdaj glih odluča pri šole. Ja, rekla je, da je pojedla vse kekse. Kakše kekse? A ja, dobro je, vidim pojo. V redu, hvala, se vidimo. In prosim bodoče, naj deklica zjutraj za zajtrk ne je keksov. Ja, se razube, nasvidenje. Mene niti ne gledaj. Jaz si ti že povedal, kdo je ti kriv. Ampak sigurno ne jaz. Pa ja mu zmora. Prvi den je komaj, pa že je nekaj slabo. Kekošek, te ne bo. Hodi, moja šla poleg tebe pojo. Naši dve že tako tam v kuhi rajtata, ma ima že potli vse razložila. Ja, pa jaz moguća. Dobro.
Minilo je 9 let in Rozalija je začela obiskovati srednjo šiviljsko šolo. Tam se je naučila šivati in ustvarjala prečudovite obleke, štrikanje šalov, nogavic in puloverjev. Spoznala je tudi veliko dobrih prijateljev in tudi nekoga prav posebnega. Kaj je to lepo okno? To bi skoraj mogla prodati. Roza, to imaš prav. Jaz tudi mislim, da bi to mogla nekam ponesti v širni svet. Če bi še tako samo sedela pa štrikala, ne smela nič od tega, če toga ne bi nišče videla. Jaz imam eno idejo. Kaj če bi imaš še v mestu, si tam postavljaš tam, pa bi to odovala. Jaz mislim, da bi si vsak si pogledala. Smo zdaj to lepo postavile. Upam, da bo sploh do tega kaj od tega kupite. Veš, da bodo čili pa res ne vejo, kaj je dobra roba. Hej, ti imajo tota dekline tam nastavljeno. Daj, gremo gledimo. Kaj če bi se mi malo pogecali? Kaj to misliš? Poslušajte toti plan. Memo. Dobar den, deklina. Dobar den. Boš kaj tega pipa? Mogoče pa res sem. Te bo mi povedal, kaj vse imate na izbiro. Ej, kaj pa vidva delata tu? Joj, prehitri so bili. Kako se nam je to lahko zgodilo? Kaj ne smo mogli biti bolj pozorne? Vseeno. Uma že novega zašilja. Dobar den, deklina, ja, imam tu en problem, tu so se mi hlače nekaj vtrgale. Ja, seveda, glih prav si prišla, naša Roza tako dobro šiblja, bo ti ona to popravila. Ja, lahko, daj da pogledam. In tako je Rozalija prijatelju Marku zašila hlače. Med njima je preskočila iskrica in tako se je začela ljubezenska zgodba Rozalije in Marka. Po nekaj letih je Marko zaprosil Rozalijo za ženo. Vsi na vasi so se začeli pripeljati na vaške posuvaje. Vaške žene so pekle pecivo, možje so prinesli revno kapljico vina, kmetje so pripravili domače meso za peči in zbrali so se vaški muzikanti.
Rozaliji in Marku rodil prvi otrok Jakob. Rozalija je postala mama, Marko pa oče. Postala sta najsrečnejša človeka na vsem svetu. Biti starš je največje darilo in obenem najtežja naloga. Vzgojiti moraš otroka, ki je na koncu ogledalo tvoja vzgoja. Jakob je odraščal in postal je že pravi fantič. Bil je mamin sinko. Na vasi so imeli navado, da so se ljudje zbrali ob praznikih in jih skupaj obeležili z dobro jedačo in pijačo. V Oslušalcih, v kraju, kjer sta živela Rozalija in Marko, so imeli navado, da so otroci pripravili program ob materinskem dnevu in dnevu žena. Udeležili so se ga vsi vaščani in se poveselili. Nekdaj sem jaz takega otrok nastopala med prireditvah. Jaz pa moj sniček, kak sem vesela. Pa kaj imaš mislila, da si samo ti nastopala? Jaz sem tudi nastopala. Samo najboljši del pa je bila pica. Sveža, hrustljava, pa mislim, ki so jo pripravljali z Marte. Pa dobro, če ti na kaj drugega misliš kot na jeste? Ja, komaj čakam, da bom dolje pri šanki nekaj hladnega spija. Dobro, kaj pa zdaj naš največji na vrsti, kaj te res več največ poslušate. Ja, komaj čakam, da ga otroci zapeljem pesmice za mamice. Pa vse za Atje tudi, ker Atje glih tak nosi pomembno vlogo v otrokovem življenju. Ja, ki če ne bi bilo, da bi tak zapravil samo to in temuje. Mama je zmeraj na tvoji strani, tudi če nimaš brate brani. Pomaga ti iza tega in vse napravi zate. Saj mama zares verjame vate. Lepo je, da ima tudi mama mamo, tudi danes nam glavno njeno ramo. Ni večjega bogatstva na tem planetu, kot je ljubezen v srcih vseh mam na svetu.
ti potepim, reke si pavim, primajte mi Zdravni Marije, ki milek sem ti, sem rekel Marije, ljubčenice, ki zdaj pa sem si. Mamici za praznik podarjam tole pesem, rad bi ji povedal, da jo rad imam. Pol želja da mi, pa besedo hvala, to je tudi vse, kar lahko ji dam. Kako raste mama, najprije sama tema, najprije velik nič, potlej je majcena deklica in iz nje ljubek deklič. Iz njega mamica zraste, a raste dolgo in mnogo let, potlej je to kar naenkrat in jaz pridem na svet. Iz mamice zraste mama, Bog ve, kdaj kar nekega dne, ko še sama ne ve, da ji pada prvi sneg na lase. Ko jaz odrastem, mama raste počasi nazaj, dokler babica ne postane in pride z vnuki v raj. Mamici nosil sem rožice 3, prva za srečo naj cveti, druga naj po noci tem prahom trosi, tretja rožica naj pove to, kako rada ima in te nema in te ne celo. Otrok odraste v najstnika, zlata mama postane naenkrat tečna mama, ki jo vse zanima in bi rada vse vedela. Mama, ki jo je kot malček zasipala s poljučki, ne sme več njegovo sobo. Na odgovor, kako je bilo v šoli, odgovori z v redu. Tako potekajo vsakodnevni pogovori. Jakob, hoj ali vidiš to da ljubke? Pa da, mama, nisem malče, nisem nič. Pa da, mama, nisem malče, nisem že, nisem nič. Pusti me, kao igram doj Fortnite do konca. A se ne je trebaš ne piti, ne jesti. Lahko bi mi bar povedal, kako je bilo v šole. Ja, kak, isto kak vsak dan, lahko reči na nas nema, pa gledam, če že tako nima. Zdravo, je Jakob doma? Šli bi se vozili na bicikla. Ja, samo kaj ga pokličem. Jakob! 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 Pa kaj sem te zdaj glih, mama, da je nazaj mislim, koleg, ki imamo papigo doma. Samo ta papiga nešto pogovarja, pa kako se čuje. Jakob, gremo na bicikla. O, lahko, ja, samo kaj se skupaj poičem stvari. Mama, ki imam čarodor? Vidi v garaži, od zadnjega avta. Nisi se še da dolgo rihta. Prej bo moč, kad bo prišel.
Mama, kje imamo jaz super športne hlače? V omari na drugi polici. Hvala, mama, Rio. Tak, zdaj ko je nekaj nuca, zdaj sem bila dobra. Zdaj ko me je začela gučati. Prej pa bi jo tako ne bi bila do pečtega. Jakov je postal odrasel pan. Poiskal si je prvo službo in začel prvič živeti na svoje. Šele zdaj, ko je enkrat odrasel, vidi, kako pomembno vlogo sta imela starša v njegovem življenju. Oče je bil mehanik in strojnik za vse težave, mama pa je bila vse vedna za vse stvari, kuharica in čistilka vse obenem. Sedaj, ko živi na svojem, mora vsa dela upravljati sam. Za vse stvari mora vedeti sam. Kje so hlače, če bo majica čista in zlikana, če bo sploh kaj jedel ali če je plačal položnice. Naenkrat zelo pogreša starša, še posebej svojo mamo. Nič, jaz moram mamo poklicati. Zdravo, mama, kak si kaj? O, sinko moj, ja pa glede, samo neko čudno
sončno vreme in jaz pa me kolino bolijo. Aja, saj res nam bi lahko bilo bolj sončno. Reči, Jakob, kaj je? Ja, svalilo me je maščalca. Pa cote si moram naproti. Da te pa si ga idi kupe. Če pa jih je tejko, te pa ne vem, kera bi si kupa. Ovega za belo, ali ovega za črno, ali tistega, kaj so rožice, ali tistega, kaj je gor šumo narisano. Zdaj na konci še ne bi rad po žagovini smrdal, ali kaj ima isto von. Bom ti jaz distala. Vidiš, po tej cajte še ti skozi ritreš, ale? Hvala, mama, adijo, mama. Minil je čas in Jakob se je poročil in dobil otroke. Rozalija je postala babica, Marko pa dede. Bila sta najboljša stara starša, najboljša babica in dede. Babica je svoje vnuka najraje razvajala z dobro hrano in pripovedovala zgodbe, kako je bilo včasih, ter jih učila modrosti za življenje. Dedek pa se je igral z vnuki na igrišču. Jakob je spoznal vlogo očeta, kako pomembna in kako težka je v resnici. Sedaj je še bolj cenil svoje starše, njihovo vzgojo in seveda ljubezen, ki sta ga delila. Spoznal je, kako pomembne so vloge žensk v družini in kako se ljubezen prenaša iz generacije v generacijo.
Mamice, iz srca vam želimo lep materinski dan. V naših srcih živijo vaše misli, besede in dejanja vsak dan. V tem svetu smo mnogo gledali tega, če in bi hvala vam, da je šlomica. Dragi gostje, hvala, da ste si vzeli čas in nas poslušali. Veseli smo, da smo za vas lahko pripravili ta program. Upamo, da ste uživali. Sedaj pa še ostanite in se zabavajte z nami še naprej. Se vidimo naslednje leto. Hvala.